jaz sem prišla k mami v trgovino in mi je ona povedala, da bom jaz zdaj sem hodila na učno pomoč. Nemščina ni šla, lih dober. Dobivala sva se v tu hiši sadežev. Zdaj že čisto drugače, recimo na začetku sem tudi jaz nisva se poznale sigurno, ne. In sem rabila malo časa, da sem tudi prvo da sem probala biti čim bolj prijazna, da se je odprla, ne. Ja. Potem pa sva se že spoznale, kaj recimo, ne vem, kaj je eni všeč, kaj je drugi všeč in zdaj že veve, kako se ne vem, pogovarjati med sabo, ne. Za Dejo bi rekla, da je skoraj ena kopija mene, ko sem bila mala. Drugače zelo bujna domišljija, brihtna, v bistvu je bila ful zadržana. Na začetku isto sem bila jaz, ko sem bila mala, sem rabila res dosti časa. Mogoče še zdaj, ampak zdaj več ne tako, da se itak da navadim. Pa recimo samozavest, sploh kaj se tiče tujih jezikov, recimo zdaj, če smo že pri tem. Tisto, kar je recimo meni manjkalo, probam zdaj recimo predati njej. Obedve sva nekako, res me zanimajo iste stvari. Obedve rade dosti bereva o vesolju, pa vesoljcih tudi, ne, Deja? Ja. Živali obedve imava radi, zgodovino, vse, kar je mogoče malo ekstravagantnega, pa čudnega tudi. Zato se tudi jezik učiva, ne po tisti eni klasični metodi, samo nekaj razlagaš, pa okej, ampak ali si pogledava mogoče kaki film, ali recimo igrava kako igro, ali družabno, ali na računalniku, narediva vse, da nama je pestro, da ni tisto neka monotonost. Med korono nismo imeli več te razlage kot v šoli. Drugače malo je manjkala razlaga, ne je bila isto kot v šoli. Ja. Okej. To. To? Ja. Kaj pa sošolce si ne pogrešala? Ne. Iskrena? To sem pozvala povedati, kaj iskrena tudi. V bistvu začeli sva lani enkrat, mislim, da je bilo to septembra, pa še do zdaj delava, se pravi leto pa mesec dni, malo več. Ne? Ja. Ona je k meni začela prihajati v bistvu, da se učiva oba dva jezika, angleščino pa nemščino. Zdaj pa se je odločila, da nemščino več ne bo obiskovala, tako da nam je ostala samo angleščina. V začetku smo imeli vsak dan. Včasih po 1 uro, včasih po 2 uri, sva že bile tudi 3 skupaj, ampak zdaj 3 je mogoče malo preveč, ima še te druge obveznosti, pa domača naloga, pa to tako da od 1 ure do 2 ur maksimalno. 1 uro, 2, ne vem, ni se mi zdelo takrat, nisem gledala na to, kak nekaj, ne vem, okej, ja, bila obveznost, ampak vseeno, z veseljem sem vsak dan prišla ji pomagati. Drugače je pa tudi se mi zdi pomembno, da vseeno kak prostovoljec, če že gremo, da nekomu pomagamo, se mi zdi vseeno, da to kakorkoli že, tudi če je prostovoljno, da resno vzamemo in probamo, kar se da oziroma kak znamo to dobro opraviti, no. Pa tudi dosti se lahko naučiš, spoznaš, ne vem, zanimive ljudi, recimo mi živimo, Murska Sobota je malo mesto, ampak z enimi ljudmi sploh verjetno ne bi prišla skupaj, če ne bi nikoli prišla sem, ne. Že kaj se tiče enega lastnega zadovoljstva, bi rekla, ki ga potem občutiš, ko resno narediš eno dobro delo, in že bi priporočala, da naj vsak vsaj enkrat to izkusi, no.